Živijo, živijo, jaz sem Peter in dobrodošli na kanalu V naravo. Danes se potepamo pa po Karavankah. Kot ste najbrž videli, sem za svoje izhodišče danes zbral parkirišče pri nekdanjem koncentracijskem taborišču na Ljubelju. Je pa plan, da se zdaj vzpnem na planino Korošico, pol od tam grem na danes najvišji vrh in sicer Košutico, pol pa praktično skozi po grebenu do koče na Starem Ljubelju in še naprej potegnem do Zelenice in potem se tam iz Zelenice nazaj dol na Ljubelj vračam in to bo v bistvu ta krog. Vrhunski razgled je siguren, super dan. Pokazal vam bom danes tudi vsebino mojega nahrbtnika, ker že nekaj cajt obljubljam. Gor bo verjetno še nekaj snega, oziroma sigurno. Tako da imam gojzdarje obute. Pogled proti Zelenici, spodaj seveda Ljubelj, gor je pa Begunjščica. Tale potka je drugače, po mojem, da je to kakšna lovska potka. Ni markirana, ampak je kar solidno uhojena. Na mestih bi bilo pa treba mogoče malo popraviti, no. Bi za občas naredil svoje. Počas sem se ogrel, tako se je treba slečiti. To je to, gremo naprej. Na takole turo, kot je tale danes, se jaz namenoma odpravim malo kasneje. Se pravi, štartal sem po mojem okoli 9, da je bila 9 ura. Zato ker ta greben in da je tudi ta vzpon je sončen, ne. Zdaj, če bi ful zgodaj štartal, bilo tle še mraz pa brez sončka. Pa tudi cel greben, glede na to, da je gor še sneg, pa sem rekel, bo verjetno itek čez noč malo pomrznil, da ga bo sonce malo odtajal in bo bolj prijetno za hoditi, no. Čeprav res sem na sabo, ampak vseeno. Lahko sem bolj razmišljal, da bi tudi mogoče v drugo stran šel, da bi pol tukaj po sončku dol šel, ampak spet pač tam vzpon bi bil po senci in imam rad sonček, no. Tako da pač greš malo kasneje v doma, pa je. Kar hočem reči, je, da si mogoče odhod v gore prilagodite glede na turo, tudi letni čas, razmere seveda in pač malo prilagodite, no, ne da ko se ko pijanc plota držite, ja, v hribe je treba zgodaj hoditi, ne. Ja, super, ampak če se ti nikamor ne mudi, pa da je cel dan lep vreme napovedan, pol zakaj bi zjutraj po mrazu hodil pa po noč, če mi je bolj lušten po sončku takole uživati, ne. No, potem sem prišel, tako kot sem rekel, da je verjetno tole ena lovska pot. Sem pa zdaj prišel na vlako, ta pa me bo sigurno pripeljala do planine Korošica. Seveda je to ena druga Korošica, kot tista, ki so bila ene 3-4 videe nazaj z Daretom tam. Tista je v Savinjskih Alpah, oziroma Kamniško-Savinjskih, tale je pa v Karavankah pod grebenom Košute. Čez zimsko sezono se očitno obeta ena taka zelo zanimiva izkušnja.
In sicer tlele ne prav daleč stran, tudi proti grebenom Košute. Tako da, če še niste priklopljeni oziroma člani Facebook strani v naravo, pa Instagram profila v naravo, če ne sledite, kliknite sledi, da boste obveščeni o tem, kar se bo dogajalo. Bo pa seveda tudi kakšen video na to temo posnel, pa kaj povedal. Kar spremljite kanal. Sem na razpotju vlak, jaz bom kar tole gor urezal. Bomo pa še tlele levo pokazal tale greben. Tukaj se bom pa tukaj bom prečil proti Staremu Ljubelju. Par metrov višji še eno razpotje. In če takole ne veste, kam iti, pa nimate na primer navigacije s sabo, pol pa ni markirana pot, kako se čmo znajdete, Ena od stvari je seveda, da iščeš Možice. In v tem primeru je tukaj en, takoj na razpotju, pa malo naprej še en, temu se reče potrditveni, je pa tudi tlele, pa v bistvu se tlele tudi vidi, da je uhojena pot, ker ne gre po vlaki. Zdaj, če pa tudi Možicev ni, pol seveda probate malo pogledati stopinje, kje je bolj shojen oziroma kje je shojen. Če pa še tega ni, pol pa malo probaš predvidevati, Saj jaz, ampak zato bolj rabiš nekaj izkušenj. Malo na primer tukaj se že vidi približno, kje je planina Krušica in bi lahko predvideval, čeprav tudi po ta spodnji bi komot šel. In pa enostavno probaš. In greš, če veš, da se pol konča, greš nazaj. Če se pa ne, si pa zadev. Spet dva Možica, zato, ko se vračamo dol po teli vlaki, da vemo, kje zaviti na pot. Pogled na greben Košute, tole tlele gor je pa Košutica, moj cilj. Tisto na grebenu Košute, tisti vrh, to je pa veliki vrh. Počasi se bo tudi že sneg začel. Tole je pa znak, da počasi prihajamo na planino. Koliko se lepo vidi, kje je meja sončka, kje sonce posije, pa kje ne. Sem pa tlele hodil že, mislim, da je bilo 2 leti nazaj, z Alešem iz Borovnice. Sva šla isto tlele gor, pa na Košutico, sicer z druge strani. Jaz sem zdaj z leve strani gor prišel, midva sva šla z desne gor, pa se potem po isti poti vračala nazaj, pa nadaljevala pot do Starega Ljubelja, pa sva šla pa tam v dolino oziroma proti izhodišču. No, jaz bom pa danes bom pa še nadaljeval do Zelenice, tako da je malo drugačna pot. Pa tukaj gor bom tudi to pot na Košutico malo drugače speljal, kot prejšnjič, da spoznam še ta kos poti. Kar dober pogled, Tole je pogled proti Begunjščici. Tamle malo za smreko je pa tudi že vrtača. Razpotje, kjer sva pred 2 leti z Alešem zavila tlele gor na Košutico oziroma Babo. Jaz grem pa zdaj prek planine, tako kot sem rekel, z druge strani gor.
No, tole je pa zares planina Korošica. Kakšna lepa koča je tle, ha? Tjale vmes grem. Moj naslednji cilj je Hanževo sedlo, pa tam levo gor, kakor sem rekel. Je pa tam pot tudi možno na Veliki vrh iti. Tukaj je pa res tako lepo, da kar snemal pa snemal. Pot proti sedlu se kar lepo po koncu postavil. Sneg na borovcih, jaz sem mogel pa spod splazati. Malo se je bilo treba trest. Tukaj gor gre pot na Veliki vrh, čez so pol Kovce. Do Podljubelja je ura pa pol. Tole bi lahko pokazal, semle grem. Tole so pol avstrijske poti, ampak slovenska dežela. Tisle naprej, te visok, je pa kladivo. Tole pa še avstrijske markacije. Tudi tale vzpon proti Košutici ne popušča. Čas že prihajam proti vrhu. Tole pa pogled na celoten greben Košute, ali pa na večino Košute, no. Ampak severne strani. Ponavadi smo to navajeni iz južne. Kar še enkraten pogled po drugo stran. Na eni strani Begunjščica, na drugi strani Vrtača pa Stol, točno na sredini pa Triglav. Tole pa tudi tehnično najzahtevnejši del vzpona. Ni nič posebenega, ampak če bi bilo pa kaj ledeno, bi bilo pa kar zanimivo. Tole je predvrh Košutice, še 5 minut pa sem gor. Kakor se spomnim, se z vrha Korošice ne vidi, tako da dajmo tlele malo uživati. Dobrodošli na Košutici. Zdaj se res, pa še tlele še en zobček za iti. No, razgled prehranim za naslednji vrh. Oziroma semle proti jugu, kar tlele. Greben Košute, Veliki vrh, zadaj je Kočna, pa pol je Grintovec, naprej je Skuta, pa po mojem ste ne Mrzla gora vid. Takole. Potem je pa Kladivo, pa naprej Košutnikov Turn, oziroma Tolsta Košuta, ja, Košutnikov Turn pa Tolsta Košuta naprej. Pa vmes še kar nekaj vrhov. Takole izgleda tale v bistvu najbolj zahteven del, ki je po mojem markiran za zelo zahtevni, ampak ste videli, da če se potrudite telih 5 metrov, je pol to. Tukaj naprej je pa pol enostavno, oziroma sorazmerno enostavno. Evo, pa gremo še tle razgled.
Dobrodošli na Košutici, pardon. Evo ga. Tole imamo, sem že malo povedal, ne. Levo je greben Begunjščice, naravnost se vidijo Julijske Alpe s Triglavom, spodaj je prelaz Ljubelj, potem Stari Ljubelj je tukaj dol, kjer sem pol namenjen, pa je Stol, vrtača, pred njim je, po mojem, da je zelenjak ali pa palc, ne vem, kjer je. Pol naprej se pa vidi Kepa tudi, pa so pa v Avstrijo njihovi vršaci. Pa dajmo malo nižje še pokazati. Takole nekako je to, ne. Pa dajmo pogledati, kaj imam s sabo v tele mojem nahrbtničku. Najprej moja letalna naprava, ne vem sploh, če sem že pokazal v videih, ne. Se pravi Mini 5, to, za kar smo poleti pa spomlad zbirali denar, tako da hvala vam še enkrat. Tudi če komu moje videe prav pridejo, če jih rad gleda, če mu popestrijo dan, pa bi rad kaj prispeval k vsemu temu, mi lahko na platformi Buy Me a Coffee, se pravi buymeacoffee.com, imate link tudi v opisu videa. Greste tja, v naravo, profil in častite kakšno limonado, 2, 3, 4, 5 ali pa kolikor ste. In to v bistvu to lahko pa tudi prek Paypala kakšen evro podarite. Snowmonkey
termovka, danes imam noter limonado z medom. S sabo imam tudi derezice, nisem vedel točno kako je in za vsak slučaj sem jih vzel. Ena majhna prva pomoč, ki itek nikoli ne rabim, kapa, topla kapa, potem še nekaj snemalne opreme, rokavice ta hladne, pol imam še puhovko, gor imam vetrovko oziroma ta softshell, karkoli je to, pol imam flis, spodnjo majico, pa kratko majico, še eno kratko majico za preobleči imam, potem imam pa še kar nekaj stvari, tle noter, te tople rokavice, ta ne prototoplo kapo, pa še ena rokavica, pa imam pa tlele, pa imam 4 banane, imam danes za jesti s sabo, to, pa imam pa še en žep, imam pa dodatno baterijo za tole kamerico, s katero snemam, evo, ker sem gledalca dobil. Pol imam en tripod, tudi za kamerico, ker mi včasih prav pride, robčki vedno prav pridejo, seveda buff v naravo, še robčki, to bo počas to, ja, pa ene par papirčkov. Tako da veste, kakšne stvari za eno tako turo s sabo vzamem. Kakšna stvar je preveč, ampak boljš, kakšna stvar preveč med sabo, ka pa, da pol pogrešaš. Self iz vrha, kele proti stolu, begunščici, vrtači Triglavu. Grem počas dol, oziroma naprej. Sta pa drugač danes z mano tudi starša. One dva sta šla na Stari Ljubelj, pa verjetno se bomo na poti srečali, ko imate plan sem proti Korošici politi. To, pa precej tako, kar malo zoprno je pihal na vrh, zato grem kar hitro naprej. Zdaj se pa prav lepo vidi praktično cel greben, po katerem bom šel kaj do zelenice. Tukaj po severni strani je malo tak zoprn, ampak ni toliko zoprn, da bi mogel derezice gor dajati. Evo, jaz glih pametujem, da ni treba derez gor dajati, pa veliko to srečam, ki jih gor daje. Tako. Me je prepoznal, drugače tudi od ta drugega Aleša, prijatelj. Ja. Tako, še iz mladih let. Ja, zdajle pa gre pa tudi podobno turo, kaj jaz, ne? Tako. Pa ja, pa včeraj je gledal video, ko sva šla pa s ta drugim Alešom, tle gor 2 leti nazaj. Pred 2 leti, jaz sem mislil, da je pred 1 letom. Tako da evo, super. Nič, evo, krasen dan, top tura, Košutica je res krasna, ne? Ful dobro. In je tako, lih prav, taka medtedenska. Ti imaš pa plan? Jaz imam plan verjetno gor, pa kaj pojest, pa potem nazaj, lepo počasi do Koče na Ljubelju. Ja. Smo še tam malo ustavil. Super. Potem bomo pa videli, verjetno bom ostal kar v teh koncih, glede na to, da sem z obale in bom še jutri izkoristil. Odlično. Lep dan, ne, splača se. Ja, Tako. Super je. Ja, hvala pa srečno. Nič, evo, hvala tebi, Peter, se vidimo, ne. Razpotje. Malo nižji bo pa še slovensko razpotje. Pogled proti vrhu. Tukaj pa še slovensko razpotje. Jaz grem tukaj desno oziroma naravnost naprej. Tukaj bi pa prišel, oziroma tukaj so pa takrat za Alešem gor prišla. To je to. Pa spet je čas za slačenje. Nova jeklenica in spet del poti,
ki je potrebna pač previdnost. Ni pa nič zahtevanega. Malo naprej dol bo pa še ene stopnice oziroma lojtra. Še od spodaj gor. Tole bo verjetno predvsem izziv za tiste, ki imate kužke, pa ga s sabo vzamete na tako turo oziroma na to turo. Sem pa že kar malo pozabil, da je tlele tak precej strm spust. Zdaj sem pa zapustil greben, pa smo šli malo na avstrijsko stran, kele do Starega Ljubelja, pa spet po grebenu. Sem na cesti, 5 minut spona, pa sem na Starem Ljubelju. Tole je koča na Starem Ljubelju, pa še pogled na tale impresivna vrata. Nič se nam danes ustavilo več, sta me starša čisto šokirala, smo se slišali zdajle, pa pravite, midva sva že na Korošici. Sem rekel, kako se nismo srečali? Sta bila tako hitro tle čez Ljubelj gor, pa kaj proti Korošici, da sploh srečo nisem. Tako da, zdaj morata one dva, imata nalogo uživati kakšno urico na soncu, jaz pa v narekovajih oddelati še preostanek poti. Še dobro, da je na zelenici pol sneg, da sem čevlje spucal. Tukaj nam pa zdaj prišel do enega razgledišča in tukaj je pot res lepo uhojena, pol naprej pa bolj ka ne uhojena, oziroma bolj taka sramežljiva. Dobrodošli na Polni peči. Super razgledišče. Tole je pogled na prehojeno pot, se pravi planina Korošica, Košutica, tale Veliki vrh, Stari Ljubelj. Ima pa to razgledišče samo eno napako, ker se v Avstrijo lepše vidi kot v Slovenijo. Malo heca. Še pogled na vrtačo. Sem pa na Starem Ljubelju pozabil povedati, da je to eden najstarejših prelazov v Evropi ali v Srednji Evropi. Tukaj ne bi bil še Vršič, pri nas nekaj podobno strno, ostalo so pa veliko mlajši. Je pa včasih prelaz je bil čez Stari Ljubelj, pa med drugo svetovno vojno so pa teli, ki so bili v taborišču, so predor naredili in od takrat je pa cesta spodaj. Zdaj se začenja pa tako malo bolj razčlenjen del grebena. Kakor se spomnim, pridemo tudi do nekih jeklenic, pa tudi malo je tak, malo izpostavljen del. Sem pa ta video, ki sem šel že tlele, pa eden prvih videov na kanalu, ga bom dal tudi opis. Sem šel pol še na Begunjščico, tako si poglejte, pa malo pokomentirajte, kakšen je tisti 4 leta star video v primerjavi s čim čist svežim.
Spodaj pa nekdanje smučišče. Še kar nekaj vzpona, pa nekaj me tudi še čaka naprej. No, tole je pa najbolj zahteven odsek po tej poti. Kakšen fantastičen pogled nazaj. Tudi tlele imamo še en konec jeklenice, ampak kar se spomnim, je bilo tiste, kar sem prej prečil oziroma šel čez, da je bilo malo zahtevnejše kot tole zdajle. Se tukaj mi tudi zgleda, kot da bi šlo lahko dol, ne. Ampak ne upam, da bom pa nazaj gor hodil. Tudi še tale spust imel malo jeklenice, jaz sem pa zdaj še malo vzpona. Pa sem pa že na zelenici. Še tole gor, pa sem še dol. Vidite pa, da spet avioni kondenzirajo. Da ne boste mislili, da samo en. Koliko je to lepo, sem prišel še malo na sončka. Še zadnji pogled nazaj, preden se spustim proti zelenici. Desno je stal, naravnost je Triglav. Begunjščica in zelenica. No, to bo pa to, sončka za danes. Mogoče ga v avtu še kaj ujamem. Sicer pa zdaj čim prej dol, da ne bomo raztratali. Tole je pa dom na zelenici. Tole moram pa prav še enkrat posneti. Drugače pa dom na zelenici upravlja z njim PD Tržiča, ne. In po mojem je tole dom, ki je najbolj obiskan v Karavankah. Nisem čisto 100%, ampak sem pa zelo blizu 100%. Je pa tudi tole tukaj, se pravi, rečemo zelenica, je eno od najboljših izhodišč. Sicer težko reči izhodišč, ampak ja, rečemo, če tukaj prespiš, ne, pa imaš izhodišče, najboljših izhodišč v Karavankah, no. Kam imaš res en kup enih tur, tudi najvišji vrhovi Karavank so tle okoli, Stol, Vrtača, tukaj Begunjščica, pol tole turo, ki sem jaz delal, tudi Palec, Zelenjak, na primer. Tako da res kar tak lep šopek variant za ture oziroma za vrhove. In večino tur se da delati tudi v krožni izvedbi. Temule gor se reče drugače Šentanski plaz, tamle je pa Centralna grapa. In po Centralni grapi se gre pozimi največkrat gor, z derezam, s cepini, tlele po plazu dol je pa sestop. Še en fantastičen pogled. Še enkrat tale kulisa.
Če parkirate tlele pod zelenico, tukaj je brezplačno parkirišče, pa tam čez cesto pred tunelom. Vse ostalo, kar je tle okoli, je plačljivo. Ja, poleg tega, da se moram še malo najesti, starša pobrati, mislim, da je ostal samo še zaključek. Nič, kar pokvarjena plošča, še ena vrhunska tura. Vedel sem približno, oziroma večino sem vedel, kaj me čaka. Malo sem sicer že pozabil poti, sploh tole proti zelenici, ki sem jo delal cirka 4 leta nazaj. Tamle en košček poti sem šel na novo in res ta planina Korošica tudi je ful je lepa. Piše kaj. Vesel sem, da sem še malo macesne ujel. Razgledi so bili danes fantastični. Res prav dan za takole potepanje po taki naravi. Srečo vsega skupaj sem. Pa ne vem, če sem 10 ljudi imel. Od tega največ seveda tukaj gor na Starem Ljubelju. Pa kaj do Razgledišča. To tura, ne vem, ali bi jo ocenil kot zahtevna ali pa zelo zahtevna, pač unih par delčkov je precej zahtevnih, nekaj tudi izpostavljenih, tako da tega se morate zavedati, no, pa če imate situacije s tem, da se pripravite, in lepo previdno česa. Sicer pa vrhunsko, še ena vrhunska tura čez greben, grebensko prečenje. Navdušen sem, tako kot vedno. Hvala vsem, ki podpirate kanal, vsem, ki na tak ali drugačen način prispevate, da je kanal boljši. In res, dajte podeliti video na Facebooku, Instagramu, kjerkoli se to da, da še malo ta kanal povečamo. Sicer pa, kot sem rekel, hvala, lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, uživajte, koga objemite, pa kmalu se vidimo. Čao!